Lepo pozdravljeni, sem Larisa Javernik. V svojem prispevku se ukvarjam s kritiko na presečišču literarne in gledališke umetnosti za najmlajše. Bolonjski knjižni sejem je leta 2019 med svoje vsebine uvrstil intermedialni projekt, v katerem v ospredje postavlja dve pomembni veji umetnosti za otroke v obdobju zgodnjega otroštva, literarno in gledališko. Dejstvo, da je bolonjski knjižni sejem med svoje vsebine uvrstil tudi povezovanje literarnega z gledališkim medijem, kaže na prakso, ki je v gledališčih za najmlajše po svetu že nekaj časa prisotna. Hkrati pa je tudi, še posebej na evropski ravni, vidna precejšnja porast zanimanja in spodbujanja tovrstne kulturno-umetnostne vzgoje ter intermedialnosti. Nadalje je uvrstitev tovrstnega projekta pomembna tudi zato, ker sta literarna in gledališka produkcija za najmlajše in njuno vrednotenje še vedno nekoliko odrinjeni iz akademskih in kritiških krogov. Leta 1989 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela konvencijo o otrokovih pravicah. V kontekstu otrokovih pravic do umetnostnih in kulturnih vsebin so pomembni predvsem 4 členi, v katerih govorijo o otrokovih pravici do kulturno-umetnostnih vsebin, ki prihajajo tako iz domačih kot iz mednarodnih virov in so usmerjene v krepitev ter razvoj otrokovih družbenih, duhovnih, osebnostnih, telesnih ter duševnih kompetenc v skladu z njihovimi starostnimi in razvojnimi zmožnostmi. Otroci imajo svobodo izražanja tako možnost, da iščejo, sprejemajo, izberejo in širijo kulturno-umetnostne vsebine, s pomočjo katerih bodo nadalje razvijali svoje umske in telesne sposobnosti, raziskovali svoje potenciale in zanimanja ter različne ravni osebnosti. Konvencija o otrokovih pravicah je v členih, v katerih naslavlja in razume otroka kot enakovrednega uporabnika kulturnih in umetniških dobrin, pomembna, ker ga primarno ne umešča v potrošniški kolešček kulturno-umetnostne produkcije, ampak dostop do kulture in umetnosti razume kot temeljno pravico. Ne gre torej zgolj za dostop do kakršnih koli vsebin, temveč za dostop do vsebin z značilnostmi, ki pritičajo zgolj kakovostnim delom. To je pri otroški ciljni skupini še posebej pomembno, saj gre pri umetniški produkciji za otroke pogosto za vprašanje dvojnega naslovnika, na ravni izbire in stika z umetniškim delom in na ravni recepcije umetniškega dela. Še posebej, kadar govorimo o otroški književnosti v predbralnem obdobju in o gledališču za najmlajše, se v prenosu med delom in otrokom kot končnim naslovnikom pojavi vsaj ena odrasla oseba kot posrednik. Predbralno obdobje zajema starostno skupino otrok od rojstva do 6 let, isti starostni skupini je namenjeno tudi gledališče za najmlajše, angleško Theatre for Early Years. Gre torej za obdobje zgodnjega otroštva, v katerem so otroci najmanj samostojni uporabniki kulturno-umetnostnih vsebin in pri tem procesu najbolj izpostavljeni vodenju in izbiri odraslih. V produkciji umetniški del za otroke se odrasla oseba vključi na različnih točkah prenosa. V kontekstu otroške literature so odrasli pisci besedil, uredniki in založniki, odrasli so v obdobju zgodnjega otroštva tudi kupci otroških knjig, bralci prenosniki in interpretanti. Podobno je v gledališču za najmlajše, kjer se na ravni izbire in izvedbe vključi odrasla gledališka ekipa. Nenazadnje so tudi odrasli tisti, ki predstavo izberejo in otroke postavijo v vlogo občinstva. Otroci v zgodnjem otroštvu kulturno-umetnostne vsebine tako prejemajo indirektno preko odraslih posrednikov, ki svojo izbiro in interpretacijo že delno označijo prenos kot in lahko posledično vplivajo na komunikacijski model v procesu recepcije. Hkrati je potrebno tako poudariti, da je, čeprav konvencija temelji na svoboščinah in na ideji o dostopu do temeljnih človeških dobrin, pravzaprav odraz nekega časa in odnosa do otroka ter otroštva in je v tem kontekstu razumevanja še eden od mehanizmov odraslih in institucionalni instrument za izgradnjo družbe. Kritiki, teoretiki in ustvarjalci kulturno-umetnostnih vsebin nedvomno delujejo znotraj dveh različnih sistemov, odraslega in otroškega. Catherine Jones v Getting Rid of Children's Literature
Navaja dve vrsti kritičnih pristopov do mladinske literature oziroma do odnosa med bralcem in besedilom, ki sta se pojavili nekje okrog leta 1960 in vztrajali do sredine 80. let. J.R. Townsend, Peter Hunt in Eleanor Cameron so glavni predstavniki tako imenovanega knjigocentričnega pristopa, saj zagovarjajo idejo, da je potrebno knjige za otroke obravnavati v širšem literarnem smislu in po enakih standardih kot literaturo za odrasle. Margaret Meek in Elaine Moss pa, poleg še nekaterih drugih, pripadata tako imenovanemu otrokocentričnemu pristopu, v skladu s katerim trdita, da se je potrebno osredotočiti na otroško izkušnjo knjig in branja, saj otroci v sebi nosijo drugačen svet kot odrasli bralci in posledično literaturo dojemajo drugače kot odrasli. Kasneje so se meje teh dveh pristopov pričele vedno bolj brisati z nastopom bolj metafikcijskih in postmodernističnih pogledov Johna Stevensa in Marije Nikolajeve. Jones poudarja, da je potrebno razmisliti o tem, ali je otrok samo posledica nekakšne strukture, pa naj bo to lingvistična, tekstualna, institucionalna, kulturna ali zgodovinska struktura. Poglavitna izhodišča, ki so jih prinesle nekatere sodobne teorije, odpirajo pomembno vprašanje o tem, ali se lahko odrasla oseba sploh postavi v subjektiven položaj otroka in njegovega dojemanja, ne samo dojemanja literature, ampak dojemanja sveta nasploh. S problematiko okrog kritiškega vrednotenja umetnosti za otroke se med drugimi ukvarja tudi izraelska teoretičarka Zohar Shavit v članku The Double Attribution of Texts for Children and How it Affects Writing for Children. Shavit razloge za vzpostavitev naslovniške dvojnosti, v kateri je otrok večinoma razumljen kot odjemalec vsebin, ki so mu kot vredne ponujene strani odraslih, vmesno vidi predvsem v spremembi koncepta otroštva in otroka samega. Najvidnejši prelom se je v tem kontekstu nedvomno zgodil nekje v 17. stoletju, ko se je pričelo ločevanje vsebin primernih za otroke in vsebin primernih za odrasle, otrokove potrebe pa se je začelo razumevati kot drugačne od potreb odraslih. Kot ugotavlja Shavit in drugi teoretiki, se je skupaj z modernim razumevanjem otroka tudi otroška kultura začela vedno bolj osamosvajati in se premikati v področje, ki mora biti nadzorovano strani odraslih. Razmerje opozicije med odraslim in otrokom je po njenem mnenju postala ena najbolj opaznih opozicij sodobnih časov in tudi ena prvih razlik, ki se jih otrok nauči spoštovati v procesu socializacije. Opozicijsko razmerje pa ni zastavljeno zgolj enosmerno, saj vsak izmed obeh socialnih sistemov definira drugega, ga uči vzorce obnašanja in umešča njegov pomen in način bivanja. Vpetost odraslih v kulturo in umetnost, namenjeno otrokom, se v sodobnem času vedno viša, kar pomeni, da se stopnjuje tudi moč odraslega receptorja, ki odloča o vrednosti produktov umetnosti za otroke. Otrokova dobrobit je postala poglavitna tako v zasebnih kot javnih območjih, zato je posledično tudi umetnost za otroke pri tem zavzela pomembno vlogo, saj kot trdi Shavit, je postala eno izmed orodij socialnih tvorb, ki morajo oskrbovati potrebe otroka v skladu z razumevanjem in interesom družbe nekega prostora in časa. Ker so odrasli v sodobni družbi postavljeni v položaj moči, jim je posledično tudi dana pravica, da odločajo o tem, kaj je dobro za otroke in kaj ne. Otroško kritično mnenje ali kritičen odziv na umetniško delo je zato pogosto umaknjeno v ozadje, saj se njihova zmožnost tovrstnega presojanja dojema kot vprašljiva in manj pomembna. Kot Nodelman izpostavlja v Fear of Children's Literature, odrasli ustvarjalci v svojih delih namreč predstavljajo svoje ideje o otroštvu. Pogosto je ta čas označen kot čas nedolžnosti, kot je o njem govoril Paul Azard v knjigi Knjige, otroci in odrasli. Zaradi tega lahko umetniški izdelki delujejo na represivni ravni, saj ponujajo le delne upodobitve sveta in s tem otrokom ponujajo omejene možnosti dojemanja resničnosti in samega sebe. Nodelan meni, da je to ravno eden izmed razlogov, zakaj ima kanon del za otroke sekundarno vlogo znotraj akademskih prostorov. V zadnjih desetletjih se v luči sprememb vzpostavlja tudi ideja o literaturi za vse starosti, o naslovniško odprti literaturi ali crossover literaturi.
Sandra Beckert, ena osrednjih teoretičark na področju crossover literature, ugotavlja, da je bila mladinska literatura na začetku 20. stoletja še podcenjena, marginalizirana in izločena iz mainstream literature. Tako kot literatura ostalih manjšin, mladinska literatura po njenem mnenju veliko dolguje pojavu postmodernizma, ki je prekinil s hierarhičnim označevanjem kanonske literature, ki naj bi bila več vredna od preostale literature. Spremenjen status mladinske literature pa je pripomogel tudi k rasti teoretičnih pristopov, kritiškega ustvarjanja in raziskav na to temo. Razmisleke in teorije, ki se posvečajo literarni problematiki pisanja in kritičnega ter znanstvenega vrednotenja ustvarjanja za otroke, lahko delno poskušamo zato preslikati tudi na druge umetnostna področja del za otroke, ki so teoretično nekoliko manj raziskana. O tem je namreč veliko manj govora v teoriji in kritiki gledališča. Ta je nasploh tudi v primerjavi s teorijo in kritiko mladinske literature, ki ostaja nekje na robovih splošne literarne teorije in kritike, še bolj podhranjena. Se pa, vsaj delno z upoštevanjem in razumevanjem specifike gledališkega medija, ki zahteva drugačne pristope in temelji na drugih izvedbenih lastnostih in elementih kot literatura, vsaj v problematiki dvojnega naslovnika sooča s podobnimi izzivi. Veriga vključenih odraslih v ustvarjanju gledaliških predstav za otroke je podobna. Odrasli so vpeti v celoten proces produkcije, na ravni odločanja in na ravni izvedbe. To je posebej prisotno pri umetnosti za najmlajše, torej umetnosti v predbralnem obdobju in obdobju gledališča za najmlajše, od 0 do 6 let. Podobno kot pri literaturi za otroke, imamo tudi pri gledaliških predstavah za otroke tako na akademski in teoretični ravni, kot tudi pri kritičnem presojanju o primernosti in kakovosti podobno problematiko. Tudi tu odrasel kritik, ki je pri umetnosti namenjenim otrokom zgodnjega otroštva še posebej pluralen in razdrobljen znotraj verige odraslih, vključenih v tovrstno produkcijo, presoja v umetniškem izdelku, ki ni namenjen starostni skupini, kateri pripada. Posledično se z njo v kritiški obravnavi ukvarja skozi perspektivo, ki najverjetneje zavedno ali nezavedno prepleta različne pristope. Ti se po eni strani prepletajo s tradicijo otrokocentričnega pristopa, ki poskuša razumeti in se vživeti v otrokov način bivanja in njegove potrebe, razvojne zmožnosti ter dojemanja. Na drugi strani pa je sam kritik eden izmed družbenih inštrumentov, ki je vpet v trenutno razumevanje otroka in otroštva ter njegovega ciljnega vključevanja v sistem odraslih. Kot takšen je kritik lahko razumljen tudi kot le še eden izmed simptomov mehanizma represije nad otroškim naslovnikom. Pluralnost kritika, ki se zgodi zaradi dodatnih naslovniških in recepcijskih členov, je zagotovo eden izmed razlogov, hkrati pa tudi ena izmed posledic za to, da je kritika umetnosti zgodnjega otroštva v obliki kritiških zapisov manj prisotna v časopisih, publikacijah, revijah in na spletnih portalih. Do kritiškega vrednotenja sicer pride, ampak se ta večini odvije še na nekaterih drugih posredniških ravneh, kot se to zgodi pri kritiki odraslih kulturno-umetniških vsebin. Kritika se pri tovrstni umetnosti namreč odvija nekoliko bolj interno. Če zanemarimo primarni kritiški člen, avtorje in založnike oziroma gledališko ekipo, ki presoja o ustreznosti in kakovosti v uvodni fazi nastajanja dela, za katere lahko predvidevamo, da v sklopu profesionalne usmeritve in širšega pregleda upoštevajo kompleksnost otroškega naslovnika in razmišljajo o odnosih med kakovostjo in trivialnostjo, o zakonitostih strukture dela, se v sekundarni fazi, torej na ravni rezultata, vključijo še dodatni členi. V vlogi kritika se namreč bolj pogosto znajdejo starši, skrbniki in drugi družinski člani, ki določenemu umetniškemu izdelku pripišejo značilnosti, za katere smatrajo, da so iz estetskega in ali vsebinskega vidika vredne, da se predstavijo otroškemu naslovniku. V vlogo kritičnega presojevalca so postavljeni tudi učitelji, vzgojitelji in v primeru literarne umetnosti tudi knjižničarji, ki pripravljajo sezname kakovostnih literarnih del. Kritiki so torej večinoma del potrošniške verige ali pa so neposreden ali na posreden način vpleteni v izobraževalni sistem. Ker se odrasli, ki so v tesnejših stikih z najmlajšimi kulturno-umetnostnimi uporabniki, večinoma zanašajo na lasten okus ali pa na lastno poznavanje ciljnega otroškega naslovnika, veliko manj posegajo po kritiških zapisih o delih za otroke, kot se to dogaja na področju kritike umetnosti za odrasle.
Drug problem je tudi, da je v tovrstnih kritiških zapisov v relevantnih publikacijah o umetnosti za otroke neprimerljivo manj. Veliko manj je tudi kritikov, ki so usmerjeni v tovrstno produkcijo. To je vidno tako na področju kritike otroške književnosti, kot na področju kritike gledališča za najmlajše, kjer se kaže splošno pomanjkanje strokovnega kritiškega pristopa do umetniških izdelkov, ki so namenjeni otrokom. Če že nekaj let vztrajno govorimo o krizi kritike, je verjetno luknja na področju kritike otroške umetnosti še večja. Potrebno pa je poudariti, da je za razliko od mladinske književnosti, ki doživlja svoj vrh v številu izdaj, predstav za otroke veliko manj. Vir težav pri pomanjkanju tovrstnega kritiškega diskurza strani stroke je mogoče zato iskati na različnih ravneh. Umetnost, namenjena najmlajšim, je še vedno razumljena kot postranska in se ji v akademskih sferah namenja manj prostora. Izhodiščna problematika je torej verjetno usmerjena v izobraževanje potrebnega kadra, ki bi to vrsten kritičen premislek izvajal, ki bi torej imel ustrezno znanje in širši pregled na produkcijo tovrstne umetnosti. Tistih nekaj posameznikov, ki bi to vrstna razmišljanja lahko prenašali naprej in ki bi lahko posledično delovali kot kritiško sito, pa se navadno zgubijo v hiperprodukciji, značilni predvsem za področje otroške literature. Odrinjenost v akademskem področju, pomanjkanje ustrezno usmerjenega kritiškega kadra, naslovniška dvojnost znotraj samega področja del za otroke in manjše število bralcev tovrstnih kritiških zapisov botruje tudi k pomanjkanju kritiškega prostora, kjer bi se te kritike sploh objavljale. Meta Grossman o naslovniku kritiškega zapisa o delu za otroke izpostavi, da se, citiram, avtor kritike mladinske književnosti takoj sreča s problemom dveh kategorij bralcev, ki je specifičen prav za mladinsko književnost, se pravi mladih bralcev od otroka do najstnika in odraslih bralcev, ki berejo sami iz lastnega zanimanja za besedilo ali skupaj z otrokom in pomoč mlademu bralcu. Konec citata. Pri literarnih delih, namenjenim najmlajšim bralcem v predbralnem obdobju, mladi bralec kritiškega zapisa absolutno odpade. Podobno pri gledaliških predstavah za najmlajše. Pri tem se v primeru kritike umetnosti zgodnjega otroštva torej soočamo z naslovnikom kritike, ki je izključno odrasla oseba. Zaradi dvojnosti, ki se pojavlja pri recepcijskem procesu umetnosti zgodnjega otroštva, je tistemu, ki je delo v končni fazi zares namenjeno, namreč izvzet tudi pri recepciji same kritike. Ciljni naslovnik kritiško obravnavanih del same kritike ne more prebrati, zato so naslovniki in bralci teh kritik tisti, ki ta dela ustvarjajo, se z njimi ukvarjajo v sklopu akademskega raziskovanja ali pa tisti, ki jih kot posredniki prenesejo do dejanskega otroškega naslovnika. Tega dejstva se zaveda tudi kritik, saj kritiški zapis piše z mislimi na odraslega naslovnika, ki bo kritiko bral, hkrati pa mora upoštevati dejstvo, da je predmet razmisleka v bistvu delo za otroke. Da kritika umetnosti, namenjena otrokom v zgodnjem otroštvu, pravzaprav nagovarja dvojnega naslovnika, je nespregledljiva značilnost in posebna specifika celotnega področja. To vključuje fazo ustvarjanja, recepcije in raziskovanja del za otroke. Naloga odraslega je zato tudi, da do tovrstnih vsebin vzpostavi kritičen odnos, sledi spremembam, jih prevprašuje in ustvarja prostor diskurza. Ena osnovnih nalog kritiških zapisov je zagotovo tudi umeščanje v kanon in nasploh izgradnja in nadgrajevanje kanona za otroke, literarnega ali gledališkega. Kot ugotavlja Vanessa Matajc, bi najbrž morala biti kritika mladinske, ne le odrasle književnosti, pozorna na harmonično razmerje spoznavno etičnih in estetskih razsežnosti, ki pritičajo klasičnim kanonskim delom, torej na vse njene ravni in bi pri tem poskušala biti čim manj selektivno usmerjena. Podobno lahko trdimo tudi za gledališke predstave za otroke. Zato je zmotno, da se kritika del za otroke ukvarja samo s snovjo in idejo umetniških izdelkov in z razmišljanjem o tem, kako bi lahko ta služila kot eden izmed mehanizmov družbe, ki bi pripomogla k vzgoji in konstruiranju ustreznega člena v družbenem sistemu. Kritika se mora ukvarjati z delom čim bolj enovito, celovito in ga poskušati razumeti na vseh njegovih ravneh. Eden izmed pomembnih prostorov izmenjave znotraj umetnosti za otroke je nedvomno bolonjski knjižni sejem, ki je od leta 2019 partner v 4-letnem projektu Mapping, a Map on the Aesthetic of Performing Arts for Early Years.
S povezovanjem 18 partnerjev je projekt zastavljen kot nekakšna intermedialna umetniška raziskovalna platforma, ki se posveča odnosu med zgodnjim otroštvom in performativnimi umetnostmi. Pri raziskavi sodelujejo akademiki, gledališčniki ter ilustratorji knjig za otroke. Namen projekta je ustvarjanje in analiza odnosa med performativnimi umetnostmi, ilustracijo ter literaturo, namenjeno otrokom v obdobju zgodnjega otroštva, raziskati koncept otroka kot kulturnega in umetnostnega potrošnika in kot gledalca, ki je obiskovalec ter del performativnega dogodka. Ožje projekt raziskuje možnosti prenosa mladinske književnosti in ilustracije v gledališki medij za najmlajše. Ta povezava je zanimiva in umestna, ker povezuje dva različna medija, dve različni obliki umetnosti za najmlajše, ki pa si delita podobne značilnosti. Potrebe, zmožnosti in pričakovanja naslovnika, literarnega in ali gledališkega, so v tem zgodnjem obdobju namreč precej podobni pri obeh umetniških izrazih. Gre torej za zmes obeh umetnosti, ki ima vsake svoje zakonitosti, ampak druga iz druge izhajata in se stikata v ciljnem naslovniku. Podobne težave imate tudi znotraj kritiškega prostora in sta kompleksni v sami naslovniški dvojnosti. To vrstno povezovanje je zanimivo tudi zato, ker združuje dve vrsti umetnosti, ki se, zato ker sta usmerjeni v otroško ciljno skupino v akademskem in kritiškem prostoru, nekoliko odrinjeni. Na podlagi zapisanega lahko tudi v tem skupnem literarno-gledališkem produktu zaznamo vse naštete značilnosti, problematike in izzive, o katerih smo govorili skozi prispevek. Vprašanje pomena kritike in kritiškega pretresa se pri literarni, pri gledališki in pri povezovanju obeh umetnosti kaže na dveh ravneh. Na ravni procesa in na ravni rezultata. Se pa pri tovrstnem intermedialnem povezovanju pri obeh ravneh pojavita dodatni možnosti za kritiški stik, nekoliko se spremeni tudi nabor možnih kritiških naslovnikov. Kritiški zapis o literarni predlogi, ki nastane neodvisno od gledališke predstave, lahko vpliva na novo verigo naslovnikov, ki so hkrati tudi ustvarjalci nove oblike umetniškega gledališkega izraza. Vpliva lahko torej na sam proces izbora in ustvarjanja gledališke ekipe v fazi procesa. Na ravni rezultata pa ponovno odpre nekaj novih možnih naslovnikov. Ker gre za prenos iz enega v drug medij, se končna narava dela razlikuje izhodiščne, vsebina z vsemi sestavnimi elementi je pretvorjena in spremeni obliko. Literarno se pretvori v gledališko in tako posledično končni produkt odpre nekaj novih možnosti za analizo in kritiško vrednotenje, hkrati pa odpre tudi vprašanje o tem, kdo je tisti, ki to vrstno kritiško razmišljanje napiše in kdo ga bere. Verjetno je odgovor na ravni pisca kritike nekje vmes. Lahko gre za literarnega kritika, ki ga zanima intermedialna povezava, ali pa kritiškega kritika, gledališkega kritika, ki predstavo analizira skozi gledališko logiko. Podobno tudi na ravni bralca, kjer se ponovno vrnemo v izhodiščna razmišljanja o dvojnem naslovniku in odraslem posredniku. Vstop dodatnega člena, ki v procesu prenosa umetniškega dela do otroškega naslovnika deluje nepristransko in zavzema funkcijo kritiškega vmesnika, je pri najmlajši starostni skupini nujen, ampak hkrati zaradi dvojnega naslovnika ostaja tudi problematičen. Otroci v zgodnjem otroštvu sami ne posegajo po kritiških besedilih, s pomočjo katerih bi lahko vrednotili ponujen kulturno-umetnostni nabor, do tovrstnega načrtnega premisleka in selekcije pristopajo na drugačen način kot odrasli. Kritiški premislek v tem primeru tako lahko deluje zgolj kot možno orodje za tiste, ki so prenašalci in posredniki teh vsebin, hkrati pa se, kot izpostavljajo nekateri teoretiki, odrasli kot ocenjevalci z oddaljeno izkušnjo otroštva s tem morda postavljajo v vlogo, ki jim čisto zares ne pritiče. Umetnost za otroke je tako ujeta nekje med družbenim razumevanjem koncepta otroka in otroštva, med željo in potrebo zasebnih in javnih celic, ki otroke vzgajajo, usmerjajo in jim selektivno, v skladu z lastnim dojemanjem sveta, ponujajo izobraževalne, kulturne, umetnostne in druge vsebine ter dejanskim otroškim ciljnim naslovnikom.